Ta ponedeljek je minilo 12 let, odkar je ISIS začel napad na jezidsko skupnost v iraškem Kurdistanu, ubil na tisoče ljudi ter ugrabil in zasužnil še več tisoč drugih, predvsem žensk in otrok. Združeni narodi in vse več držav, vključno z Združenimi državami Amerike, Združenim kraljestvom in nazadnje Nemčijo, so ta grozodejstva priznali kot genocid. Izrael pa še vedno ni uradno priznal genocida nad jezidi, čeprav izraelski uradniki nikoli niso oporekali obsegu ali naravi zločinov, ki jih je zagrešil ISIS. Zdaj pa kurdsko-judovska aktivistka začenja novo pobudo, da bi to spremenila. Zdaj se ji v studiu pridružuje Elyana Eljan, kurdsko-judovska politična analitičarka iz Tel Aviva. Elyana, najlepša hvala, da ste danes z mano tukaj v studiu iz 24 News. Hvala. Za poglobitev te razprave se nam iz Nemčije pridružuje tudi Aram Akil, strokovnjak za pravice kurdske manjšine, priča genocida nad jezidi in tudi preživeli, ki je bil talec ISIS-a. Aram, Elyana, hvala obema, da sta danes z nami. Imamo veliko za razpravljati, vendar bi rada začela z vami, Elyana. Preden sploh začnemo razpravljati o stališču Izraela, nas lahko popeljete nazaj v avgust 2014. Kaj točno je ISIS storil jezidski skupnosti? 3. avgusta 2014 je ISIS sprožil napad iz Mosula na Šengar, zgodovinsko domovino jezidov. 100.000 ljudi so pobegnili v gorovje Sinjar, da bi poskušali priti na varno. Bili so ujeti 10 dni brez hrane ali vode, v 45-stopinjski poletni vročini. Mnogi so umrli. Še več jih je moralo pustiti družinske člane za seboj, da so lahko nadaljevali pot v varnost. Medtem je bilo na tisoče jezidov ubitih, več kot 5.000 jezidskih moških in starejših žensk. Ženske in mlada dekleta so bile ugrabljene in prodane v spolno suženjstvo. ISIS je vzpostavil uradne tržnice s sužnji, kjer so prodajali deklice stare komaj 5 let. In strašno so trpele kot sužnje, ki so jih prodajali znova in znova. Do danes je več kot 2500 jezidskih deklet in žensk še vedno pogrešanih. Wow! In verjamete, da bi moral Izrael uradno priznati te grozote kot genocid? Kaj bi želeli od izraelske vlade in izraelskega kneseta? Rada bi videla, da bi to ponovno postavili na dnevni red in predložili zakon, ki bi to uradno priznal kot genocid. Kot je nedavno dejal zunanji minister Gideon Sar, nikoli ni prepozno, da storimo, kar je prav. Verjamem, da je v vladi in v knesetu veliko ljudi, ki so dolgoletni prijatelji in podporniki Kurdov, ter tudi zagovorniki človekovih pravic in avtohtonih manjšin na Bližnjem vzhodu. Verjamem, da je to moralna obveznost in da je čas, da začnemo o tem razpravljati, ter to ponovno postavimo na dnevni red. Omenili ste, kaj je rekel Gideon Sar, in to je bilo v povezavi z armenskim genocidom, ki je bil pred kratkim ponovno uvrščen na dnevni red izraelskega kneseta, vendar še vedno ni formaliziran. Ko pa gre za priznanje genocida nad jezidi, Izrael nikoli ni zanikal, kaj se je zgodilo, in to je bilo na dnevnem redu že na leta 2017. O tem so razpravljali v knesetu, vendar ni bilo sprejeto. Zakaj menite, da Izrael še vedno po vsem tem času uradno ni priznal genocida? Pogoji leta 2017 so bili seveda drugačni. Izrael mora pogosto, žal, uravnotežiti moralne obveznosti s političnimi realnostmi in premisleki. In priznanje genocida nad jezidi bi morda odprlo vrata tudi priznanju drugih genocidov, kot ste tudi sami omenili. In Izrael je seveda upošteval svoje odnose s Turčijo. Vendar smo zdaj v drugačni realnosti. Smo v svetu po 7. oktobru. Turčija ne le da gosti in financira teroriste Hamasa, ampak nenehno obtožuje Izrael za genocid, ki ga ne izvaja, in stalno spodkopava pravico Izraela do obstoja. Vsekakor smo v zelo drugačni politični realnosti. V vsakem primeru priznanje genocida ne bi smelo biti stvar politike. Moralo bi biti stvar morale. Verjamem pa, da so zdaj pogoji drugačni in upam, da bodo ti pogoji omogočili, da se to ponovno postavi na mizo, da se to končno prizna in popravi krivico. Običajno odlično opravljate delo pri vračanju te teme v središče pozornosti. Zdaj bi rada v ta pogovor vključila tudi Arama, ker Aram prinašate zanimive vpoglede. 9 mesecev ste bili talec ISIS-a v Siriji. Sami ste bili priča genocidu nad jezidi iz prve roke. Kaj želite, da ljudje tukaj v Izraelu razumejo o tem, kaj je ISIS storil jezidskemu ljudstvu? Hvala, Nikol, in hvala, da ste pokrili to pomembno temo, ter najprej, da se spominjate žrtev.
Kot nekdo, ki je bil priča celotnemu genocidu, ga vizualno dokumentiral, nudil nujno pomoč in iskal pogrešane ljudi tam. Izraelci morajo vedeti, da stojimo na isti frontni črti proti džihadističnim gibanjem, kot je Al-Kaida, ISIS in Hamas. Elijana je že podrobno omenila, kaj se je zgodilo leta 2014 v času genocida. Želim poudariti eno sporočilo, zelo kratko in preprosto sporočilo, da je ISIS Hamas. In morda imajo različna imena, vendar si delijo isto zastrupljeno ideologijo, ki napada tiste, ki so drugačni od njih. Tako je, vsak poraz ISIS-a v regiji Kurdistan tudi poraz ideologije, ki poganja Hamas. Torej gre za isto grožnjo. Zato je politično priznanje genocida nad Jezidi tako pomembno za vse nas. Moramo biti glasni pri soočanju z ideologijo, to ekstremistično ideologijo, ki nam še danes grozi. Tako so kurdsko ljudstvo in še posebej verska manjšina Jezidov že dolgo neprebojna ovira proti džihadistom, kljub zelo omejenim sredstvom in virom za svojo obrambo. Zato resnično potrebujemo močno regionalno koalicijo proti njim. Rekli ste, da je ISIS enak Hamasu. Lahko to razložite? Katere vzporednice vidite med izkušnjo Jezidov in napadom Hamasa 7. oktobra ter na to talško krizo tukaj v Izraelu? No, veliko bolečih točk in veliko je podobnosti. V obeh primerih, 7. oktobra in pri genocidu nad Jezidi, so bile civiliste namerno tarča, napadeni, ubiti, spolno napadeni in ugrabljeni. Mlade ženske in otroke so zlahka ugrabili ISIS in Hamas. In vse te grozote so opravičevali z ekstremistično propagando, ki so jo takrat vodili katarski in turški mediji, pa tudi na dan 7. oktobra. Tako smo videli, kako je Hamas uporabljal popolnoma enake metode kot ISIS in Al-Kaida. Prizadevajo si dehumanizirati svoje žrtve in slavijo teror kot politično in versko orodje. In zato je solidarnost med preživelimi ter med Kurdi in Judi pomembna in šteje. Ko rečemo nikoli več, morajo te besede veljati za vse. Priznanje genocida nad Jezidi in podpora žrtvam 7. oktobra nista ločena cilja, sta del istega boja proti genocidnemu ekstremizmu. Nedavno ste stali ob eni od žrtev genocida nad Jezidi. Srečali ste se s Fauzijo Amin Sido, jezidinjo, ki jo je ISIS kot otroka ugrabil in kasneje pretihotapil v Gazo. In tam je ostala desetletje, preden jo je rešil izraelske obrambne sile, kot lahko vidite na teh slikah tukaj. To je bilo leta 2024. Kaj vam je povedala o svojih izkušnjah in kaj njen primer razkriva o mreži, ki je zadrževala jezidske talce še dolgo potem, ko je ISIS izgubil svoje ozemlje? No, osebno srečanje s Fauzijo je bilo zelo čustveno, ker njena zgodba dokazuje, da mreža ISIS ni izginila, ko je ISIS izgubil svoje geografsko ozemlje. Tako je preživela 10 let nepredstavljive groze. In kar me je najbolj presenetilo, je bilo to, da bi lahko bila svobodna veliko prej, potem ko so kurdske sile osvobodile zadnjo trdnjavo ISIS-a v mestu Deir az-Zor. Ostala je ujeta, ker so jo ženske ISIS skrivale in jo obravnavale kot nagrado za svoje moške. Torej si predstavljajte, celo znotraj pridržnih taborišč te ženske ISIS so ji grozile, da bodo ubile njene otroke, če bi poskušala pobegniti ali razkriti svojo pravo identiteto. To kaže na globino indoktrinacije in krutosti teh džihadističnih islamističnih skupin. Tako je ISIS predal jo Hamasu prek Turčije, nato v Egipt in nato v Gazo. Toda Fauzija ni nikoli obupala. Pogumno je uporabila družbena omrežja, da je stopila v stik z zunanjim svetom. In zahvaljujoč izraelskim obrambnim silam je bilo njeno reševanje na koncu mogoče. In primer Fauzije dejansko razkriva, da je ISIS vzdrževal mreže, ki so segale zunaj Sirije in tudi v Gazo. Tako Fauzija ni bila edina kurdska jezidska deklica, ki so jo odpeljali tja. Omenila je še druge podobne primere in bila je zelo razočarana. Nažalost, bila je razočarana nad trenutnimi dogodki v Siriji in nad tem, kako je na oblast prišel režim povezan z džihadistično Al-Kaido, ter kako jih mednarodna skupnost sprejema. Tako je zanjo to bil opozorilni znak, kako lahko ti zločinci, ki so jo ugrabili, ostanejo svobodni in celo pridobijo moč.
in izvajajo enake grozote nad verskimi manjšinami v regiji. Zato je bilo to zanjo zelo razočarajoče in veliko razočaranje. Kakšno je njeno glavno sporočilo zdaj po izpustitvi, če je tako razočarana nad tem, kar se dogaja tukaj v regiji? Zelo glasno zagovarja svoje stališče, zelo glasno govori o tem, kaj se je zgodilo, in ne zagovarja le jazidov, kurdske jazidske ugrabljene deklice, celo za ugrabljene druške deklice, alavitske deklice. Ona je eden izmed vidnih glasov, ki se zavzema za ustavitev teh džihadistov. Moram reči, da je res močan glas in da trenutno živi svobodno v Nemčiji manj kot 2 leti in ponovno je dobila moč, da si zgradi novo življenje. In ona nadaljuje boj. To je res neverjetno slišati. Elijana, to nas vrača k vprašanju priznanja genocida. Nemčija je uradno priznala genocid nad jezidi leta 2023, vendar je to bilo šele po letih prizadevanj preživelih in aktivistov. Zdaj, ko usmerimo pozornost proti Izraelu, kaj bi formalno izraelsko priznanje genocida nad jezidi pomenilo za preživele, kot je Fauzija? Najprej gre pri priznanju za ohranjanje spomina. Gre za priznanje tega, kar se je zgodilo. Vemo bolje kot kdorkoli tukaj po 7. oktobru, kakšen je občutek, ko doživiš grozodejstva in v najboljšem primeru drugi samo stojijo ob strani. In o najslabšem primeru mi sploh ni treba začeti govoriti. To je moralna obveznost in gre tudi za to, da se upremo tej džihadistični miselnosti, tej ideologiji, o kateri je Adam zelo jasno govoril. To so sile, ki kurdske ženske, jezidske ženske, judovske ženske vidijo kot plen, ki ga je treba zajeti in prodati. Ne vidijo nas kot ljudi, ki jih je vredno zaščititi, ohraniti, ampak kot živino, ki jo je treba znova in znova prodajati. S takšno miselnostjo se soočamo na Bližnjem vzhodu. Ta miselnost zagotovo ni izginila, še vedno obstaja. In eden od načinov, kako se lahko temu upremo, je, da stopimo moralno in človeško na stran žrtev ter povzdignemo svoj glas. Skupaj z vsemi drugimi zahodnimi državami, ki so že priznale, da je šlo za genocid nad jezidi. Ne bodite ravnodušni o prelivanju krvi svojega bližnjega. To se učimo iz Tore in judovska država mora temu slediti. No, ti in Aram sta zagotovo glas jezidov in si še naprej prizadevata za priznanje. Elijana, Aram, hvala obema, da sta prispevala k temu pogovoru in nam ter našim gledalcem ponudila vpogled v to, kje smo še vedno 12 let po tem genocidu nad jezidi. Hvala obema.